Vabim pa gospoda Zmaga Jelinčiča Plemenitega, da prevzame besedo, pripravite pa se kot zadnji magister Marko Pogačnik. Izvolite, gospod poslanec. Hvala lepa. Zakaj gre pravzaprav pri vsej stvari? Ne ve se, zakaj gredo davki in kam gredo davki. Bistveno je, da bi morali vedeti, kam izginja denar, vendar se to skriva. Pretaka se tja, kamor se ne bi smel pretakati. Konec koncev Slovenci imamo vsaj dva pregovora, en pravi, kdor ne dela, naj ne je, in drugi pregovor pravi, brez dela ni jela. V Sloveniji je to obrnjeno drugače. In če vzamemo, kako je prišlo do tega, vidimo, da na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je bila neka gospa Kopač Mrakova, ki je transferirala zadeve v tiste segmente, ki se dotikajo sociale, tako imenovane sociale. Kajti šlo je za transferje, kjer so se pridobivali novi volivci. In tisti, ki so delali, niso imeli od tega ničesar, tisti, ki so lenuharili in ki so se na račun tega debelili, so imeli več. Potem pridemo do tega, da imajo tisti, ki hodijo 8 ur na dan v službo, nekaj malega več kot tisti, ki sedijo doma. Po osnovi. Z raznimi dodatki tisti, ki sedijo doma, dobijo bistveno več. Če delajo še malo na črno, zaslužijo dvakrat več kot tisti na minimalni plači, ki hodijo 8 ur na delo. Pa se človek vpraša, kdo je zdaj tukaj kriv? Zagotovo je krivda v prvi vrsti, kot sem že povedal, pri tisti ministrici, ki je to omogočila. Upam, da zdaj v Šarčevem kabinetu ne bo delala takih neumnosti in da ji bo premier mal pristrigel repetničke, da ne bo veselo prhutala naokrog. Pa če pogledamo, kje se da denar dobiti. Seveda se ga da dobiti. Davčno prestrukturiranje se da urediti že potem, če pogledamo, katera podjetja v Sloveniji ne plačujejo nobenih davkov. Evo, Telekom Slovenije ima čisti poslovni izid skoraj 35 milijonov evrov. Plačuje kaj? Nič ne plačuje. Revoz ima skoraj 34 milijonov evrov čistega prihodka, plačuje kakšen davek, nobenega davka. Saturnus Slovenija, 22 milijonov približno, ne plačuje nobenega davka. Eles, skoraj 17 milijonov, ne plačuje nobenega davka. In tega je cela vrsta takih podjetij, ki so, ne vem zakaj, oproščena plačevanja teh davkov. Zagotovo niso oproščena zaradi tega, ker bi jih oprostili delavci in tisti, ki delajo. Ampak gre verjetno zaradi določenih političnih povezav, spreg in iz tistega dobička neki določeni procenti, namesto da bi šli v državno blagajno, grejo v privatne žepe. Na ta ali oni način. Pa se človek vpraša, a smo res v eni zblojeni državi, kjer se ne da tega urediti? Seveda se da. Vse se da urediti. Ampak najprej bi morala priti ena korajžna vlada in bi rekla, najprej storniramo vse socialne transferje in potem gremo od začetka iskati, kdo je tisti, ki socialni transfer zasluži in kdo tega ne. Pri nas imamo celo vrsto delavcev, prijavljenih v Sloveniji, ki delajo v Nemčiji, v Belgiji, v Avstriji in še kje drugje. Njihove družine so pa na socialnem budžetu Republike Slovenije. Njihove družine, ki so prišle sem z eno ženo, drugo ženo, tretjo ženo, 10 otroki iz prvega zakona, 4 iz drugega in 8 iz tretjega, in vsi te dobivajo od države Slovenije denar. Mi, naši ljudje, tega ne dobijo. Kdo to podpira? Leve politične stranke, ker računajo, da bodo z zvitimi političnimi pravnimi manevri te ljudi pritegnile v svojo volilno bazo in jim bodo te garantirali še
nadaljne ustrajanje v slovenskem političnem prostoru. Tukaj je treba nekaj narediti. Jaz upam, da bo Šarec naredil kaj. Upam. Dejstvo pa je, da je najbolj pomembno, kako bodo naši volivci volili, kadarkoli bodo pač volili, če bodo šli na volišča. Razen se bojim, da bojo morali biti volilni lističi kmalu pisani v albanskem jeziku.